Evangelist tako lepo povzame dogajanje Velikega četrtka, ker je Jezus vzljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je skazal ljubezen do konca. Besede, ki nam pokažejo na pomen vsega dogajanja Velikega tedna, vsega tega, kar pravzaprav praznujemo za Veliko noč v celem tridnevju. Besede, ki po drugi strani veljajo tudi še danes, veljajo nam, tudi nam, ki smo danes tukaj zbrani, veljajo iste besede. Jezus nas je vzljubil in tudi nam želi skazati ljubezen do konca. Zato nam podarja zakrament Evharistije, nam podarja tudi zakrament duhovništva, mašniškega posvečenja in vsakega izmed nas vabi, da bi sledili njegovemu zgledu, njegovi darovanjski ljubezni, ki gre do konca. Obhajanje svete maše, tako danes na Veliki četrtek kot pri vsaki sveti maši, ni samo spomin na nek dogodek tam v preteklosti, ampak je trenutek, ko preteklost za nas postane živa. Vsake svete maše nas dogajanje postavi v dvorano zadnje večerje, nas postavi pod Jezusov križ na Kalvarijo. Navzoči smo pri Jezusovi daritvi, tako kot učenci takrat, smo tudi mi danes priče istega dogajanja. Tako kot učenci se najbrž tudi mi ne moremo v polnosti zavedati veličine in pomena Jezusovih dejanj. Jezus učencem umiva noge, dejanje ljubezni, dejanje služenja. Jezus razlomi kruh in ga daje učencem kot svoje telo, vino kot svojo kri. Dejanje, s katerim Jezus pokaže ljubezen do konca, kot pravi evangelist. Dejanje, s katerim pokaže na smisel in pomen Velikega petka in Velike noči. Dejanja, ki imajo tako bogat simbolni pomen. Tako kot učenci v dvorani zadnje večerje, pa tudi mi pri vsaki sveti maši slišimo tudi Jezusove besede. Jezus je med zadnjo večerjo predvsem tudi molil. Njegova molitev je v evangelijih opisana z besedama zahvaljevanje in blagoslavljanje. Jezus je svoje trpljenje spremenil v molitev. Molitev, ki je postala darovanje Očetu za nas. Tako se trpljenje pravzaprav spreminja v dejanje ljubezni, ki ima moč spremeniti darove, ki se darujejo pri sveti maši, in spremeniti ljudi, ki te darove prejemamo. Jezus samega sebe želi podariti ljudem, da bi nas preoblikoval, da bi spremenil nas. Pravi in končni namen evharistične spremenitve je pravzaprav naše preoblikovanje. Evharistija ima cilj novega človeka in novega sveta. Jezus je med zadnjo večerjo Očeta tudi prosil, molil je za enost, za edinost. In sicer ne samo med učenci, ki so bili takrat prisotni, ampak med vsemi, ki vanj verujejo. Se pravi tudi med nami, ki smo danes tukaj. Kruh iz mnogih zrn in vino iz mnogih jagod svojo simboliko podpirata in dopolnjujeta Jezusovo molitev za edinost. Zdrobljeno zrnje in stisnjene jagode, ki postanejo hrana in pijača, pa nas spominjata na trpljenje, ki postaja ljubezen. Jezus kruh in vino
spremenil svoje telo in svojo kri, da bi nas, ki se tako hranimo z njegovim telesom in krvjo, spremenil v to, kar je on sam. Zakrament Božje ljubezni nam je dan, da bi tudi nas spreminjal, da bi tudi mi delali tako, kot dela on, ki nas je vzljubil in nam izkazal ljubezen do konca. Ko smo prisotni pri sveti maši, smo tako prisotni pri Jezusovem odrešenskem dejanju ljubezni, njegovemu darovanju, njegovemu trpljenju, njegovi smrti in vstajenju. Tako kot apostoli poslušamo Božjo besedo, Jezusovo besedo. Tako kot apostoli smo prisotni pri njegovi molitvi. Pogosto, tako kot apostoli, žal tudi mi s težavo vztrajamo z Jezusom v molitvi. Učenci so zaspali, potem so se še razbežali, tudi nam lahko med sveto mašo hitro postane dolgčas, naše misli se razbežijo, se raztresejo. Pa vendar tako kot Marijo, tako kot nekatere žene in učence, nas vendar vsaka sveta maša dela za tiste, ki so prisotni pod Jezusovim križem. Učenec, ki ga je ljubil, Marija, žene so bile tam iz svoje vere. Pri vsaki sveti maši smo tudi mi navzoči pri tej Jezusovi daritvi na križu. Stojimo z Marijo, ženami in učencem, ki ga je Jezus ljubil na Kalvariji. Smo deležni te iste Jezusove daritve. Prisotni smo tam, kjer se daruje njegovo telo, kjer se preliva njegova kri, kjer nam kaže svojo ljubezen do konca, kjer se daruje za naše odrešenje, kjer nam kaže zgled, da bi tudi mi tako delali. Zato je veliki četrtek res rojstni dan Evharistije, rojstni dan svete maše. Zato je to zakrament Božje ljubezni, ki nas vedno znova vabi, da bi tudi mi odgovorili na Božjo ljubezen, da bi delali tako kot on in da bi vedno znova se skušali zavedati tega velikega pomena Božjega daru, ki nam je dan in ki nam je v Evharistiji podarjen, zato da bi ga tudi mi zmogli živeti, darovati naprej. Amen.